Mene prav zanima, kot drugi, ki delate videe za YouTube, se posnamete, ker tole je zdaj take two. Skratka, naredili smo sklop treningov, se pravi priprav za kolesarje za naslednjo sezono. Na YouTubu je playlista, tako da si lahko pogledate. Trenutno sta noter 2 treninga vaje za core ter prejšnji video, kjer smo govorili o napakah, pa v bistvu kako se pripraviti za naslednjo sezono, kaj je treba si zorganizirati in tako naprej. Se pravi čas in vse, kar spada zraven, do opreme, kolesa in tako dalje. Moje ime je Anže Čerin in sem direktor Approveda, kjer vam svetujemo, kako čim bolj udobno in z veseljem kolesariti. Danes sem se jaz odločil, da bomo šli mogoče čez ta prvi sklop treningov, oziroma to ni nek nasvet profesionalnega trenerja, ampak je bolj moje razmišljanje, tako da vas bom kar čez to popeljal. Zdaj v kolesarstvu sem po moje že cel življenje in takrat, ko sem se res orenk lotil treningov, še takrat, ko sem dirkal, je bilo bolj v smislu, se pravi, za eksplozivnost, se pravi, sem bil kar dosti v fitnessu, mogoče sem delal šprinte in take stvari čez zimo. No, zdaj, ko se pa gleda za cestno kolesarstvo, tle sem bo gotovo, da vsaj pri meni telo rab spomlad biti čist naspideran, ko mi čaka, da se grem ven voziti, in to pa pomeni, da v zimskem času se ne rabim glih prav forsirati, da bom šel v vsakem vremenu se ven peljati, oziroma sploh pa se nočem voziti na trenažerju. Tako da tle je mogoče alternativa za tiste, ki ste istega mišljenja kaj jaz, in kako se lotiti, da boste spomlad še vsem v neki semi dobri pripravljenosti, da ko začnete trenirati, da novijo noge pač spet čist na začetku. Če je kdo trener in tle govorim neumnosti, napišite spodaj v komentar, ampak tako sem se jaz lotil še vsakič, pa sem bil pol rečemo za Franjo kar v redu pripravljen, vsaj za moje sposobnosti nikoli nisem bil razočaran. Tako da, evo, zdaj, jaz v kakšnega FTP testa zdajle še ne mislim delati, zaradi tega, ker je čist prehmal. Vem, da ne bom čez zimo se toliko vozil na kolesu, da bo ta FTP test sploh prišel upoštev, ker se mislim samo peljati. To so vožnje od 1 ure do 2 ure, večkrat to ne bom na kolesu naenkrat. Tako da in zaradi tega, ker tudi sam vem, da nekih treningov še ne bom delal, prvo je premrzel, ceste so take, ki so, tako da pač ne mislim neki po nepotrebnem tvegati. In ja, se bom vozil mogoče 1 do 2 na teden, bom pač zunaj, 1 do 2 na teden mislim tudi hoditi v hribe, to govorimo hoja, ne vem, od 1 ure do 4 ure, čisto odvisno, za kakšno traso, pa koliko cajta se bom odločil. Potem so pa kle noter še vaje za core, ki bojo 2 na teden, se pravi v fitnessu, pa pol še 1 do 2 na teden, mogoče še vaje za noge, pa mogoče tudi če kaj malega za zgoren del, ampak to bom vsak mesec bo pač vaj za roke, za zgoren del telesa pač manj. Tako da tukaj, da imate vsaj približen, da vidite, kako se mogoče naredi nek plan, sploh za tiste, ki vam trenažer ni najbolj všeč, ali pa mogoče za tiste, ki ste tudi dosti na trenažerju, pa veste, da spomlad, da vam zmanjka energije, ki je malo čuden vreme, pa se nočete iti niti ven peljati. Jaz vem, da sem tak in pol spomlad, ki se je treba iti ven voziti, se kdaj odločil, da grem na trenažer, pa je bila suha cesta, samo malo je pihal, malo so bili oblaki in sem bil rajš noter. No, tako da iz tega vidika rajš se pejte, pač rajš zdaj mogoče malo manj trenirite, pa še vedno toliko, da vam bo telo hvaležen, pa da boste imeli še zmer toliko energije, da boste komi pogrešali bajk in da boste spomlad sam začeli se pač zunaj voziti. Jaz imam tak urnik, ki tudi mislim, da ga ima večina, med tednom bo skoraj nemogoče se iti ven peljati, tako da so to sam sobote, nedelje, mogoče mi bo ratal kakšen četrtek pa petek še, druge dni pa sem skoraj ziher, da ne.
In tako da je postavljen plan treningov glede na to. Kar se tiče vožnje zunaj, to ne bojo neki intervali, to ne bo pač nek plan treningov, ampak to je samo pač to, da se noge vrtijo. Hočem povedati, da ne rabite razmišljati v tem trenutku še, kje se boste, bolj gledajte, da se ne boste prehladili, se pravi, če nimate vseh oblačil, gledajte, da ne boste šuglih, ne vem, kakšen daljši klanc, kaj tazga, ampak se voste po ravnin, važno je, da se noge vrtijo, po soncu se voste in to je to. Ne preveč pretiravati z ne vem kakšnimi intervali, pač voste se tako, kot vam paše in to je to. Predvsem gledajte, da boste dosti pil, dosti jedli in to je to. Zdajle je mogoče bolj pomemben, da najdete uno rutino, se pravi, če veste, da bi spomlad žrtvovali, ne vem, 14 ur za kolo, probite že zdaj v zimskem času 14 ur dejansko žrtvovati za nek trening, kakršenkoli je, časovno pač vse skupaj in boste pol videli, da vam to spomlad sploh ustreza, ste sploh zmožni toliko časa in pač, da do spomlad že najdete čas, da boste lahko pač zunaj se res zelo, zelo dobro pelali, pa da si pravilno zorganizirate ta čas. Tako da to je v bistvu ta sklop, se pravi, zdaj smo začetek novembra, do rečemo konc januarja, to so slabi 3 meseci, je namenjen pač bolj temu. Se pravi, da spoznavate sebe, da veste, koliko imate časa in se tako lotite. Pol, tisti, ki se te pripravljajo za Franjo, se pravi februar, marc, april, maj, juni, to so rečemo 5 mesecev, je več kot dosti časa, če se resno lotite, da se res dobro pripravite za Franjo. Govorim pa to mogoče za tiste, ki imate že par sezon kolesarjenja v nogah. Tisti, ki ste čisto novi, pričakujte, da 3 sezone bojo kar potrebne, razen če ste kakšen naravni talent, da pridete v nek, kako bi rekel, da pridete z močjo do tja, ki se boste lahko pač pol ste prvimi vozili zdaj na ta mali Franji, zdaj na ta veliki Franji, ste zame itak že par klas boljši, tako da tam ne računam, da bom se sploh šel kdaj jo odpeljati, vsaj za enkrat mi ne diši kaj preveč. Naročil sem tudi že Powermeter, ker ga je tista stranka, ki sem zanj govoril, naročila, tako da sem ga še zraven naročil. Tako da naslednji video bo o Powermetru, kako nastaviti, predvsem pa kako nastaviti sam števc, kaj se gleda, tako da to bomo šli pol čez in se predvsem pa mogoče na števcu še nastaviti tisto, kar se ne gleda, zato ker je kar dost podatkov je, ki jih imate postavljenega, mislim, ki jih imate nastavljene, ampak so čist nepomembni, kar se tiče treninga, tako da v naslednjem videu bomo šli bolj to čez, probam narediti pa 1 do 2 videa na temo, se pravi priprav za naslednjo sezono, tako da tisti, ki vas zanima, komentirajte spodaj, če je karkoli tazga, ki bi vas še zanimali, napište, pa bomo pač šli čez vse tematike, zdaj imamo cajta, se pravi do konca januarja, da se gre vse to čez. Tako da kar komentirajte spodaj, kaj vas zanima, povabim lahko tudi kakšne goste, pa se bomo še na kolesarskem tracku pač o tem pogovarjali. Tudi s Petro bova šla čez v kratkem, kako zdaj ona trenira, to je ta prva stvar. Ta druga stvar, ki sem še hotel vas vprašati, kar se tiče prehrane, kaj jeste, vem, da je kar nekaj novih firm prišlo ven, kar se tiče prehrane, če imate kaj za svetovati, predvsem govorim o gelih, mogoče kakšen energy bar, pa pol še tist za po vadbi, ki je pa ogljikovi hidrati, proteini. Če imate kakšen dober brand, svetujte, lahko tudi v komentarje spodaj napišite, kaj uporabljate, pa bom sprobal, pa da vidim, kjer brand bom naslednje let, ker mislim kar nabavljati v bulku, ker se meni to ne da klikati vsak drug dan, se bo tam nabavila 400 gelov, mislim, da bo dost. In koliko je, če približim 2 gela, 3-4 gele na teden, rečemo 20 gelov, 80
5 mesecev, 400. Sem še kar dobro zaračunal. Upam, da jih bo manj uporabil, no. Ampak ja, to je to. Zdaj mogoče danes bi šel še čez ta prvi sklop treningov, tisti, ki se že pripravljate, pa ki ste mogoče na višjem nivoju, kakor sem jaz. Jaz sem si pred leti prebral knjigo od Kavaša, se pravi Trening kolesarjev. Tam je zelo dober noter, pač vse opisan, tako da tisti, ki še niste prebrali te knjige, si jo probite kje sposoditi. Je zelo dobra, predvsem kar se tiče iz razumevanja treningov. Zdaj mogoče, da je šlo vse že malo naprej v vsem tem času, ampak overall pa mislim, da je tako za neko osnovo kolesarja je zelo dobra knjiga, tako da si preberite tisto knjigo. Zdaj jaz, ko sem prebral, pa ko vem, zakaj se pripravljam, sem se lotil, pač moji sklopi treningov so bili 3 tedne sem treniral, 1 teden sem se zelo počas vozil. 3 tedne treniral, 1 teden aktivne regeneracije in spet tako, dokler nisem prišel dokler ni bila Franja. Zdaj, kar se tiče prvi sklop treningov, mogoče bi šel sam čez to čez. Jaz sem se takrat vozil vsak dan, mislim, da v 4 mesecih en dan nisem bil na kolesu, drugače sem bil pa vsak dan, pa to sem bil zunaj. Se pravi, ni imel veze, jaz cal, nis cal, pač jaz sem šel ven, imel sem motivacijo in mi sploh ni bilo problema zunaj se voziti. Tako da zdaj, prvi sklop treningov, ki sem si ga jaz nastavil, pa je lahko pač čist napačen, ampak gre se bolj za bazo. Se pravi, do takrat sem imel 1000 do 1500 km zunaj narejenih, to govorimo do konc februarja nekje, tako da so se noge mi že vrtele, v redu sem se počutil na kolesu, tako da to preden začnete trenirati, vsem svetujem, da pač se vam morajo noge že vrteti, morate že malo znati trpeti oziroma z užitkom trpeti na kolesu. Tako da prvi sklop treningov, jaz, ki sem ga imel, je bilo 20-minuten interval, cirka 75 do 80% od FTP-ja. In sem pač to se vozil, jaz sem v unmu času sem po večini treniral, se pravi Dolina Besence, tam je direkt toliko časa bilo in sem se lepo gor pa dol vozil in je bilo to. Tako da tudi vsem ostalim najte si neko cesto, kjer boste lahko konstantno 20 do 30 minut pač imeli interval, se pravi brez kakšnih spustov, ampak da je konstanta. Meni je pač Dolina Besence idealna, zato ker tudi polka rabaš pauzo, se lahko ali malo dol spustiš ali se pač čisto počas pač gor voziš, tako da ta je meni kot nek klanc je meni idealen za trenirati. Tako da 20 minut intervala, 10 minut pauze, sem pa vem, da na začetku tudi malo prilagajal. Sploh, ko sem imel 3 intervale sem mogel narediti in če sem bil preveč zmatran, sem si vzel pač tudi 15 minut pa 20 minut pač pauze vmes, da sem bil res spet lepo z utripom in z vsem, da sem se malo boljš počutil in sem pol spet pač naredil interval. To je predvsem vem, da se je dogajalo v 2. tednu, v 3. tednu prvega sklopa, ker sem bil pač preveč zmatran. Tako da prvi mesec te intervali so bili pač nujni za narediti in sem jih pač mogel. Pa sem imel pa še enkrat na teden, ko sem se šel voziti, tako da sem kar delal šprinte, pač kukar sem jih pač v glavi, nima veze, ali sem se šel pa na kakšno rundo zapeljati, tako da je bilo še to. Pa po rundi sem delal vsakič, se pravi, ko smo naredili enih 60 do 80 km, sem šel pa vsakič še delati pač šprinte, na vsake 2 minute si naredil 10 sekunden all-out šprint in pač tako tudi vidiš, koliko se ti kondicija skozi 3-4 mesece, koliko napreduje, ker mogoče na začetku lahko narediš 3 šprinte, pa veš, da naslednji že ni več 100%. Ker si pa pač boljši, lahko prideš, pa mislim, da sem jih delal 10 do 15 in pač se pravi, zamisliš si, tam je ena tabla, bum, šprint, ali pa pač na minuto, na 2 minute delaš pač te šprinte, 10 sekundne in je to. Kar se tiče plana za naslednjo sezono, naslednji video bo, se pravi, nastavitev števca, pa powermeter, kjer sem vzel. Ja, in to je to. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, prosim komentirajte spodaj. Tisti pa, kar rabite še karkoli od opreme, na Proof Cyclingu zdaj imamo taka znižanja, da se res pač splača. Pejte gor,
poglejte, lahko pridete na Ziherlovo 10, se kaj sproba. Naša testna kolesa se bojo pa zdaj začela tudi odprodajati, tako da poglejte si še to. Testna kolesa bojo 20% bojo znižana, tako da pa dobite res orang bajke za moje pojme relativno nizko ceno. Tako da, evo, do naslednjič, let's ride!